Lepo pozdravljeni. Če ste ljubitelji nogometa, rokometa ali odbojke, ste si lahko v minulih dneh ogledali kar nekaj športnih spektaklov v živo, in to na slovenski ravni. Tako sta se v Ljudskem vrtu v pokalni tekmi pomerila Maribor in Olimpija, v dvorani Tabor v državnem prvenstvu rokometaši Branika in Gorenja, v nekaj kilometrov oddaljenih Hočah, prav tako v prvenstvu pa odbojkarice Formisa in Kamnika. Tem športom namenjamo prvi del oddaje, v katerem bomo lahko prisluhnili še zanimivemu razmišljanju Memija Bečirovića, ki je selektor iranske košarkaške reprezentance. Tretja tekma med Mariborom in Olimpijo v tem delu sezone je bila najmanj razburljiva, kar je, če vemo, da je šlo za prvo od dveh pokalnih tekem, povsem razumljivo. Nobena stran ni hotela preveč tvegati, saj bo v sredo v Ljubljani povratna tekma. In na njej se lahko stvari postavijo na glavo. Mariborčani so bili do 23. minute, ko je zadel Cvijanović, agilnejši. Res je, da so imeli tudi kasneje nekaj več od igre, vendar so bili bolj pozorni na dogajanje bliže svojim vratom. Zadani cilj, doseči zadetek in ga obenem ne prejeti, so izpolnili. Ker so prepričani, da so v Stožicah sposobni ubraniti minimalno prednost, so bili storjenim v Ljudskem vrtu zadovoljni. Sedaj je žogica na strani Ljubljančanov. Uspeh jim lahko prinese le bolj odprta igra. In na to karto stavi strateg vijoličastih Ante Šimundža. To pomeni, da bodo imeli hitronogi Mendy in njegovi tovariši več prostora, da z novim zadetkom razrešijo dilemo o ekipi, ki bo napredovala v finale slovenskega pokalnega tekmovanja. Ker popravnega izpita ni, bosta obe povratni tekmi zanimivi. V Novi Gorici mora Rudar, tako kot Olimpija v Ljubljani, doseči najmanj zadetek. In čeprav sta v rahli prednosti ekipi, ki imata aktivni rezultat, to še ne pomeni, da bosta Maribor in Gorica tista, ki se bosta 21. maja tudi dejansko pomirila za naslov pokalnega prvaka Slovenije. Neke male odprtinice so bile, ampak nič, rekel sem, da ga bom zadel. Jaz sem verjel to, da ga bom zadel, in zato sem vzel tudi žogo v svojo roko in vesel sem, da sem nam prinesel točko. V pravem trenutku se je za velenjsko ekipo odprla špranja med rokami mariborskega bloka, tako da je žoga poletela proti prvi vratnici in s tem presenetila vratarja Škaličkega, ki je bil pobudnik neverjetnega zasuka na prvenstveni tekmi med Mariborom, Branikom in Gorenjem. Vijoličasti so 15 minut pred koncem tekme zaostajali za 9 zadetkov. Škalički pa je z nekaj zaporednimi obrambami predramil soigralce, ki so z učinkovito igro ujeli nasprotnike in v zadnjem napadu celo povedli. A se je na to izkazal Šoštarič, ki je postavil končni izid 34-34. Nisem pričakoval, da me bo trener poslal v igro, ampak ko me je poslal, sem rekel, to je to. Treba je to izkoristiti in ostal sem zbran do zadnje sekunde. In prinesel fantom nekaj svežine in da bomo uspeli in zmagali ali vsaj 10 pikov, in to nam je uspelo. Drugi junak v mariborski vrsti je bil Gašper Hrastnik, ki je v zadnji četrtini tekme dosegel 4 zadetke. Tudi z njegovo pomočjo je Branik edini klub, ki je na tekmah proti Gorenju uspel dvakrat priti do točke. Je rekel, da je tale danes slajša. Saj smo se vrnili po ogromnem zaostanku. Publika nam je dala krila in uspelo nam je. Tisti, ki ste zamudili včerajšnjo infarktno tekmo, boste imeli do konca sezone še eno priložnost za ogled vroče rokometne tekme. V dvorani Tabor se bo 13. aprila Branik pomiril še s Celjem Pivovarno Laško. V mojem primeru moram reči v redu. Zakaj v redu? Zdaj sem že več kot 2 leti tam in od 6 velikih tekmovanj v Aziji sem osvojil 5 zlatih medalj, eno srebrno, torej mi je super. Tako da že z tega aspekta me spoštujejo, cenijo in imam neko svoje ime sedaj v Aziji, ne samo v Iranu. Mi je v redu. Z drugega aspekta pa moram reči, da sem zadovoljen tudi zato, ker imam dobro ekipo, torej imamo dobro košarko v Iranu. V Iranu se igra dobra košarka in nekako sem se našel s temi igralci in sedaj smo zelo usklajeni glede tega in moram reči, ko me čakam naslednja tekmovanja v tem letu 2014, da vidimo, kako se bomo pač odrezali tudi na višjem nivoju, kot je svetovno prvenstvo.
Košarka je na dobrem nivoju, moram reči. Liga, imamo 4 lige, s tem, da je samo ta Superliga je profesionalna liga, v kateri je 12 klubov, ne. In potem imamo drugo ligo, ki je polprofesionalna, tretjo in četrto, ki sta več ali manj amaterske lige. Kar zadeva nek izbor, torej država je zelo velika in težko je preveriti vse igralce, ker nekako baza nam je v Teheranu in klubi sami pošiljajo na neke te reprezentančne priprave. Govorim za mlajše selekcije, vsekakor pošiljajo te igralce, katere potem mi nekako izvršimo en nabor in jih nekako spremljamo od U14, 15, 16, 17, 18 in U20. Tako da, kar zadeva pa člansko reprezentanco, je pa tako, da jaz imam eno reprezentanco, ki je že dokaj izkušena. Nekako že ta reprezentanca počasi prepušča mesto mlajšim, ne, in to je en od mojih nalog, da nekako iščem te mlade reprezentante, ki jih dodajam počasi k tej prvi ekipi, kajti ta moja ingro te moje reprezentance je že bil na 2 svetovnih prvenstvih, bil na olimpijadi in vsled tega imamo določene izkušnje, ne, ampak se pravim, moja naloga je tudi nekako 2016 olimpijske igre v Braziliji, da nekako se že obnovi do 2016 ta reprezentanca. V ospredju v Aziji je Kitajska in Iran, to sta 2 košarkarski velesili, bi rekel, in na področju Azije, ne. Tu še zraven spadajo potem Japonska, Koreja, Južna Koreja, tako da Filipine. To so neke reprezentance, ki se nekako borijo tudi v teh nižjih kategorijah za ta prva mesta, ne. Na zadnjem azijskem prvenstvu U18 smo bili 3. Torej in potem na svetovnem prvenstvu so prve 3 reprezentance grejo na svetovno prvenstvo. Lansko leto na svetovnem prvenstvu je bil Iran, 2-krat je premagal Argentino. Ne vem točno, katero mesto smo zasedli, ampak nekako iz te generacije, to je prva generacija, ki sem jo jaz nekako selekcioniral in zdaj imam 6 igralcev iz te U18, ki so zdaj bodisi 18-19 let stari, ki že trenirajo člansko reprezentanco, ker v Aziji ne ostaja U20 tekmovanja, imamo U18, U16, ne, in sedaj pa že eno novo generacijo pripravljam U16, ki je tudi dokaj solidna generacija in verjamem, da bomo tudi iz te generacije par igralcev uspeli nekako pripraviti za igranje v članski vrsti v perspektivi, ne. Določeni predeli Irana, ne glede, da je Iran ogromna država in je okoli 80 milijonov ljudi živi tam, ne, so določeni predeli, kjer pač rastejo ti so visoko rasli, kot če se spomnimo bivše Jugoslavije, to dinarsko gorstvo, ne, ki je davalo najviše ljudi za košarko oziroma za ostale športe, ne. Tako je tudi v Iranu so določeni predeli, kjer imamo te visoke igralce in jih nekako selekcioniramo in črpamo iz teh regij, ne. V sami članski reprezentanci jaz nimam problema, jaz imam igralce 2,20, 2,25, torej res ogromne višine, ne, da ne govorim 2,10 do 2,15, jih je ogromno, tudi v mlajših selekcijah imamo, ne. Se pravi, nekako iranski igralci imamo višino, imamo atletiko, bi rekel, ne, to antropološko so dobro grajeni, ne, tudi karakterno so v redu, ne, ker Perzijci so le en borben narod, ne, malo problemov imamo okoli individualne tehnike in taktike. Tu je največji minus napram svetovnim ali pa evropskim reprezentancam, ne, in nekako največ časa tudi sam posvečam zdaj nekako individualni in kolektivni taktiki ter individualnemu temu tehniki, ne. Več ali manj nacionalne športe oziroma vodimo tujci, ne. Primer nogomet, ki je tudi na svetovnem prvenstvu,
vodi Kejruš, znan trener, Portugalc, Manchester United, Real Madrid, ne. Odbojko vodi Velasco, ki je z italijansko reprezentanco dosegal odlične rezultate, sicer je Argentinec, ne. Ampak nekako je najbolj plodno leta je preživel v Italiji in vemo, kaj pomeni Italija za odbojko v svetovnem merilu. Dobro, jaz sem v košarki in kup ostalih trenerjev, ki so se nekako, prejšnjo leto so jih nekako zamenjali pred samimi volitvami, predsedniškimi volitvami, nekako odpustijo in gro trenerjev, ne. Zdaj smo ostali sami trije v teh glavnih športih in kasneje jih pa zopet nekako angažirajo, ko se nekako politika zopet postavi, ne. In sami vejo, da še rabijo strokovnjake iz tujine, da bi nekako še dvignili ta šport, ne. Oni ogromno vlagajo v šport, ne, sami vemo, nekako najmočnejši so v wrestlingu, v dvigovanju uteži in nekako v teh borilnih športih, taekwondo, v teh kolektivnih pa se tudi dvigujejo, torej vsako leto so vse više in više in košarka kotira zelo visoko, no, moram reči, košarki vejo, da imajo dobro reprezentanco, da so več ali manj vedno v borbi za vrh Azije in zdaj pričakujejo tudi, da nekako se tudi svetovno nekako vzdignejo za en korak ali dva naprej. Tu smo nekako v nekem minusu, ne. Infrastruktura ni najboljša, nekako objekti, ki so zgrajeni v prejšnjem režimu, torej v režimu Šaha Reze Pahlavija, so še zmerom tam. Sicer so to dobri objekti, ampak to je že 40 let staro, ne, in nekako največji problem je in tudi mi večkrat trenerji in športniki v Iranu opozarjamo politike, da rabimo boljše objekte, boljšo strukturo, da bi lahko organizirali sami določena tekmovanja oziroma vabili neke reprezentance k nam na turnirje oziroma na neke tekme, da bi lahko približali tudi ta šport pač Irancem bliže, vendar na žalost nimamo nekih pogojev, sicer v redu, imamo dvorano za 12.000 ljudi v sklopu tega Azadi centra, ampak ki jo koristi odbojka in odbojka igra to svetovno ligo in vedno je polno, 12.000 ljudi je tam, ki navija za iransko reprezentanco. Mi na žalost košarkarji več ali manj moramo vedno zunaj igrati in prvenstva in prijateljske tekme in pripravljalne turnirje pred velikimi tekmovanji, kajti nimamo nekih pogojev, da bi lahko gostili zveneča imena košarke. Vsak teden je ena košarkarska tekma, kar se tega tiče, torej tekme so v ponedeljkih in pa četrtkih, ne, ker četrtek je kot sobota, ne, in ponedeljek je sreda tedna, ker je v petkih se ne dela, ne. Torej nekako pride ponedeljek kot ena sreda, ne, in pa četrtek kot sobota, če bi zdaj primerjal z Evropo, ne. In vedno je ena tekma v prenosu, košarkarska, prav tako ostale, ena tekma odbojke, nogomet, torej je posebej program, ki je izključno namenjen športu in dosti se tega športa vrti in dosti je intervjujev, dosti je direktnih prenosov, tako da res dosti poudarka na šport, ne. Sami vejo, da s športom nekako ti najlažje predstavljaš svojo državo v neki pozitivni luči navzven. Mislim, da sem se zelo dobro, jaz se dobro počutim, torej več kot 2 leti sem že tam. Na začetku je bilo težko, ne, moram priznati, da po enih 2 mesecih sem nekako že hotel zapustiti vse skupaj in oditi domov, ampak kasneje sem se nekako našel, pa sem spoznal njihovo kulturo, njihov način razmišljanja. Oni so sprejeli mene, z igralci nikoli nisem imel problemov, ne, ampak bolj je bil problem organizacijske narave, ne. Moramo vedeti, da malo je v svetu izkrivljena slika okoli Irana, ne.
pravzaprav zaradi vseh teh političnih dogajanj, ne. Ampak ljudje so v redu, kulturo imajo, saj poznamo Perzijo že odprej, da je začetek neke kulture izhaja svetovne od tam. Ampak so drugačni in to me je najbolj motilo, ne, na začetku, ne. Torej, organizacijsko niso takšni, kot bi morali biti. Pri nas je pa le nekaj disciplina, red, organizacija, razpored zelo pomemben, ne, in največ problemov sem imel okoli tega, ne. Ampak kasneje so me spoznali, vedeli, kaj želim, kaj hočem in jaz sem spoznal njih in sedaj dobro sodelujemo, torej nimam nobenega problema. V soboto so jih v svoji dvorani porazili, v sredo so jim v Kamniški odvzeli niz. Govorimo o odbojkaricah Formisa, ki niso bile daleč od tega, da bi zaigrale v finalu državnega prvenstva. A so igralke Calcita le upravičile vlogo velikih favoritin. Konec koncev so v tej sezoni osvojile tako pokalni naslov kot srednjeevropsko ligo in se uvrstile v veliki finale, v katerem jih jutri čaka prva tekma proti mariborski Novi KB in Braniku. Hočanke se bodo za bronasto medaljo pomirile z Braslovčami. Celo sezono smo delali na tem, da pridemo čim više in res nam je uspelo priti na zelo visoko stopničko, bom rekla, in to je danes bila nagrada za nas, za to delo, kaj smo ga naredili in upam, da mi gremo na zmago, naslednjo tekmo, kar bo, pa bo. Na koncu smo tukaj, kjer smo se želeli biti, oziroma celo stopničko više. Zagotovo je pa to dobra osnova ali pa celo popotnica za naslednjo sezono. Seveda igralke, vse tiste, ki so bile že lani v klubu, ki niso odigrali toliko težkih tekem v prejšnjih sezonah, je to ena sezona, kjer so pridobivali izkušnje. Vedno je lažje igrati proti boljšemu nasprotniku. Vsaj kar se tiče, nimaš nekih obremenitev, ni pritiskov, je pa res, da se zna pri nas zgoditi, da preveč spoštujemo nasprotnika. Ali bodo Hočanke novo samozavest, ki so si jo pridobile na tekmah proti Kamničankam, uspele prenesti še na zadnje tekme sezone, ko se bodo za 3. mesto v državnem prvenstvu pomirile zanje neugodnimi Braslovčami, bomo videli jutri, ko se bosta ekipi pomirili prvič, ter naslednjo soboto, ko bo tekma v Hočah. Je pa dejstvo, da so zaradi Maje Vahendesi, ki je za seboj povlekla ostale, začele igrati tako atraktivno kot učinkovito, kar so na svoji koži dodobra spoznale slovenske pokalne prvakinje. Da se v borilnih športih do uspeha ne pride čez noč, potrjuje Gregor Stračanek, mojster full kontakta, ki ga aprila čaka zahtevna preizkušnja v Nemčiji. Podobnega mnenja je tudi Ivan Čerič, prvi mož Šotokan karateja. Zelo zanimivo je bilo v zadnjem krogu slovenske strelske lige na Kidričevem, pa tudi na kegljaškem derbiju v Mariboru, kjer so novi državni prvaki iz Kamnika opravičili težko priborjen naslov. Oddajo bomo končali alpinistično, saj je za Akademskim planinskim društvom Kozjak pomemben jubilej. Kar se borilnih veščin tiče, nekoliko v medijskem ozadju deluje Kickboxing klub Maribor, v katerem se ukvarjajo s full kontaktom in ki je član železničarskega športnega društva. Njegov najbolj izstopajoči tekmovalec je Gregor Stračanek, ki se je v zadnjem obdobju posvetil nastopanju v profesionalni vako organizaciji, v kateri je postal mednarodni prvak Nemčije v full kontaktu. V bistvu je bilo to čisto po naključju. Bil sem na enem turnirju v vzhodni Nemčiji, tam me je opazil tale predsednik Vako Pro Nemčije. Videl moj dvoboj, prišel do mene, rekel, da sem odličen borec, če bi se kdaj poskusil tudi v profesionalnih vodah. Sem rekel, da vsekakor, da pač v Sloveniji nimamo te možnosti oziroma je toliko manjša kot v Nemčiji, ko je večje število klubov in pa borcev. Tako smo se dogovorili za prvi dvoboj in šel sem gor, zmagal, vsi so bili navdušeni in tako je potem šlo samo dalje. Čeprav Stračanek nima veliko izkušenj v profesionalnem kickboksu, mu zaenkrat gre zelo dobro. Kmalu bo v ring stopil tretjič. Zaenkrat imam 2 profesionalna dvoboja. Osvojil sem naslov internacionalnega prvaka Nemčije, ki ga branim 5. aprila zopet v Nemčiji.
To bo moj tretji dvoboj. Seveda želim obraniti ta naslov, mogoče še oddelati kakšno borbo v Nemčiji in na to napasti evropski naslov. To so pač moje sanje. Da je prišel prvi mož mariborskega Fullkontakta tako visoko, ni presenečenje za glavnega trenerja v klubu. Grah se še kako dobro zaveda, kaj je potrebno za uspeh. Gregor Stračanek je v klubu že od leta 2001 in se pravi zadnje 3-4 leta on dosega tisti vrhunski status dobrega tekmovalca. Se pomeni, da rabi 10 let nekje trdega dela, da priješ do enega nivoja. Tekmovanje v Vako Pro organizaciji ni edini izziv, s katerim se spopada Gregor Stračanek. Pohvali se lahko, da je med tistimi redkimi izbranci, ki so doslej že dvakrat tekmovali na tako imenovanih olimpijskih igrah za borilne veščine. Tako je 2010 tekmoval na Kitajskem, lani pa v Rusiji. Za lansko leto smo imeli kvalifikacije po vseh celinah. Iz Evrope so se kvalificirali samo 4 borci. Poleg 4 Evropejcev so bili še potem borci iz Amerike, Azije in pa Afrike. Tako da ja, tak je bilo težko, no, ampak se pravim, s srečo, z trudom, z odrekanjem mi je uspelo. Čeprav so ostali tekmovalci v klubu krajše obdobje, gre za športni kolektiv, ki je, kar se Fullkontakta tiče, v naši državi poglavje zase. V Fullkontaktu v Sloveniji mislim, da smo mi dominantni. Finančni stanje bo rajše ne bi govoril, ker je to porazno. Bolj manj smo vsi amateri in pa sofinanciramo se izključno z lastno dejavnostjo, z sponzorskimi sredstvi, z lastnimi sredstvi. Bistvo pa je to, da je v klubu zdravo vzdušje in da članstvo, katero je tu, je tako selekcionirano, da mi nimamo ne pretipačev, ne slabih, mladine z slabimi nameni, ker to je vzgoja. V tem klubu je bistvena prva vzgoja, šele pol ostalo športni rezultat. Ker spada Fullkontakt med najtežje borilne veščine, se z njim ne ukvarja veliko posameznikov. A si na Smoletovi želijo, da bi bilo drugače. Nekako boljši občutek je, če nas trenira dosti več. Popolnoma je drugače, če smo v telovadnici 5-6, kot pa 30, že večja neka dodatna motivacija. Poskušamo privabiti tudi, kar se da čim več punc, vse to tudi za nas fante, neka dodatna motivacija tudi. Večina članov sedanje tekmovalne zasedbe je šla postopoma skozi klubsko izobraževanje. Tisti, ki vodijo treninge, morajo biti zelo pozorni, kako jih izvajajo, saj je osip vadečih precejšen. Priporočam že zato, da se prije prvo skupino, da se vidi osnove, potem pa tudi, če je volja, če je pot, če so ambicije, potem tudi lahko tekmovalno, pa potem lepo državno, pa kakšna manjša tekmovanja, potem pa se udeležba na kakšnih večjih, tako da mi zdi pozitivno. Največji izziv predstavlja tekmovalcem borba v ringu, iz njega namreč ne moreš pobegniti. Od začetka pač treba ta strah prebroditi na nek način, da zgubiti tudi roke gor, v bistvu, če roke gor držiš, se mi zdi, da v osnovi si bolj varen, in potem tudi postopoma dobiš občutek za distanco in zgubljaš strah, no. S tem, ko to vidiš, postaješ vedno bolj suveren, tako da tudi gre se za to, da se energija sprosti tukaj v telovadnici in se mi zdi, da se tudi potem lahko zunaj na ulici bolj počutiš svobodnega, ne da bi to zlorabilo v slabe namene, ampak zaradi tiste lastne samozavesti pa dobrega počutja. Maja bo v Brežicah finalni turnir državnega prvenstva v low kicku, Fullkontaktu in K1. Ob tem tekmovanju, ki spada med najbolj pomembne, se bodo člani mariborskega kickboksing kluba udeležili še nekaterih mednarodnih turnirjev v Nemčiji, v Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Brez senseja Ivana Čeriča, nosilca črnega pasu 7. dan, si ne znamo predstavljati slovenskega Shotokan karateja in tudi ne mednarodnega prvenstva Slovenije, katerega so letos izpeljali 37. Čerič se s karatejem ukvarja že 40 letja. V tem času je vzgojil precejšnje število mladih. Kot vodja Shotokan karate do Internacionalne zveze Slovenije skratke skrbim na strokovnem področju, organizacijskem, včasih mi zmanjka časa, tako da je to že včasih. S tem, da pa moram reči, da imamo v ozadju zelo mlado garnituro teh mojih inštruktorov, ki mi v strokovnem svetu že pomagajo, tudi na sodniškem področju, v bistvu so mladi že vzadej sodniki, celo mednarodni, tako da skratka počasi nastavljam tiste ljudi, ki bojo pa le nekoč mene zamenjali.
Z SC-jem Čelju se že poznamo vrsto let, sodelujemo že več kot 20-25 let skupaj, tako se poznamo. Jaz sem ponosen, pa vse, da mi zaupa pri pomoči vodenju reprezentance, pri sodniški plati in tako dalje, in to ni nobenih težav. On je, kako bi rekel, disciplina in striktnost, ne? Vedno mora biti, mi mlajši pa poskušamo malo z nekimi svežimi idejami še malo popestriti to dogajanje oziroma te priprave pa treninge. Danes so v večini športnih panog zadovoljni, če uspejo ohranjati število članov. Pri tem slovenska Shotokan Karate zveza ni izjema. Zdaj trenutno deluje 12 klubov, že kar nekaj let ne poskušamo graditi nove, vendar žal zaenkrat nam to bolj slabo uspeva, ne? Ampak upamo, da bo tudi to. Ne? Moram se pa pohvaliti to, ne, da smo pa v zadju zelo dobri pri rezultatih. Recimo. Maja bo slovenska reprezentanca tekmovala na Evropskem prvenstvu v Nemčiji. Največ možnosti za visoke uvrstitve imajo mladinci, ki so blizu svetovnemu vrhu. Slovensko strelsko ligaško tekmovanje z zračnim orožjem služi udeležencem predvsem za nabiranje izkušenj. V sezoni se pomirijo na 6 turnirjih. Ker letos sistem tekmovanja še ni bil prilagojen novim pravilom, so streljali tako, kot je zapisano v starem slovenskem pravilniku. Predvidevam, da bo ustrezna komisija na Strelski zvezi Slovenije pripravila novi pravilnik, kar je tudi pravilno, da gremo po pravilih take, ki veljajo v svetovnem merilu in da so tudi tekmovalci naši navajeni na takšna pravila. Ne glede na drugačni potek tekmovanja, kot je v veljavi na mednarodnem prizorišču, je bila liga izjemno zanimiva, saj je kar nekaj klubov poskušalo priti na prvo mesto. Vsi udeleženci pa so si pripravili dobro osnovo za prihajajoče državno prvenstvo. Kdo bo na tisti dan nekako najbolj pripravljen, pa tudi nekako najbolj ujel svojo formo, bo zagotovo štartal z najvišjim rezultatom. Finale se bo tam sicer streljal po novih pravilih in bomo videli, jaz upam na najboljše. V ta finale sem sam sebi dokazal, da lahko pač tudi na državnem prvenstvu ustrelim finale zelo dober. Seveda je pa pomemben reden del, ker je pa 60 strelov, tukaj so imeli samo 40, prav bomo videli, kako bo tam. Pravila, ki so jih za lansko leto sprejeli v mednarodni zvezi, so postala strelcem že domača. Res pa je, da je sedaj potrebno vrhunsko koncentracijo ob rednem delu držati še skozi celotno finalno serijo, saj se v finalu rezultati rednega dela ne upoštevajo. Po 8 zaporednih naslovih državnih prvakov so v tej sezoni kegljači konstruktorja sestopili s prve pozicije v slovenskem klubskem tekmovanju. 7 let so uspeli odbijati nalete glavnih konkurentov. Nazadnje so to bili Kamničani, ki pa so letos le uspeli izkoristiti malce slabšo formo Mariborčanov in zasluženo osvojiti naslov, saj so v celem prvenstvu izgubili le tekmo. Namesto da bi naredili korak iz pretekle sezone naprej, smo ga danili nazaj. Zdaj pač to treba dati iz glave, videti, pripraviti se za pokal, katerega smo se plasirali, sicer ni to svetovni pokal, ampak je NBC pokal, ki pomeni enako približno za kvalifikacije za Champions Ligo. In jaz mislim, da bomo začeli tam s treningi nekje v juniju, juliju mesecu in se pripravili na ta pokal in pa na novo ligo. Glavni razlog za 5 porazov v sezoni leži v dejstvu, da so prvenstvo odigrali brez poškodovanega Mitje Gornika, ki je prvi igralec ekipe. V njegovi odsotnosti je večino bremena navkljub letom prevzel Franc Kirbiš, ki je bil celo drugi najuspešnejši posameznik ligaškega tekmovanja. Je nehvaležno 3. mesto za našo ekipo, je to zelo slab rezultat, kajti do spomladi smo še vodili, pravzaprav bili drugi, močno drugi. Smo pa zdaj naredili 2 napake, izgubili smo v Cerknici, kar nam je stalo drugo mesto. Danes pač ni stekla igra taka, kako bi mogla z Kancitom. Malo zlehtela roka in smo izgubili za 6 keglov, da bi lahko bili 4-4 špila. Na derbiju proti Kamniku je eno od 3 točk prispeval mladi Jurančič, ki je prepričan, da se bo ekipa hitro pobrala. Seveda spet ciljamo na naslov državnega prvaka, če se bo Grnik seveda vrnil, bo toliko bolj zanimiva. Mislim, da bomo kar uspeli. Slovenske kegljače čakata zelo pestra april in maj. Na programu so posamična državna prvenstva, katerim bodo sledila mednarodna tekmovanja, ki bodo dosegla vrh v drugi polovici maja, ko bo v Brnu svetovno prvenstvo. Veliko materijala se je v 60 letih, kolikor šteje Akademsko planinsko društvo Kozjak, nabralo v arhivih njegovih članov.
Zato so ob jubileju pripravili razširjeno razstavo, v katero so ob fotografijah dodali predmete, ki so jih pri svojih podvigih uporabljali predvsem alpinisti. Vedno, ko vidiš pač neko fotografijo, ki si jo ujel v nekem trenutku, je od zadaj ponavadi ogromno zgodb, ogromno nekih doživetij in to pač upaš, da si ujel v neki sliko objektiva, medtem ko sam pa veš, kaj vse je od zadaj in tisto, ko deliš z svojimi prijatelji, je pač toliko bolj prijetno se še spomniti pa iti še enkrat nekaj takega doživeti. Naša sogovornica spada med člane alpinističnega odseka, sicer pa imajo v društvu še 4 dele: športno-plezalni in mladinski odsek ter planinsko in veteransko sekcijo. Alpinistični odsek je še vedno vlečni konj društvenega dogajanja, tudi vsi večji uspehi so povezani z alpinizmom, se pa sedaj z pomočjo alpinističnega odseka vedno bolj kot spremljevalna dejavnost razvija športno plezanje, tako da tudi športno-plezalni odsek začenja dobivati na veljavi in člani športno-plezalnega odseka so že začeli posegati po prvih športnih uspehih. Društveno razstavo, katero je pripravil Boris Kobal, si lahko v mariborski univerzitetni knjižnici ogledate do 10. aprila. Če pa bi radi preživeli kakšen aktivni dan v naravi, se lahko pridružite temu kolektivu, saj si v njem želijo, da bi postala planinska sekcija tako številčna, kot je bila pred leti. Če ste bili z nami celo oddajo, potem ste lahko spoznali, da je šport zelo nepredvidljiv. In ravno v tem je njegova največja privlačnost, saj ne zmagajo vedno tisti, ki bi po vseh analizah in sestavi igralskega kadra morali zanesljivo ugnati ostale. Veliko tovrstnih zgodb smo vam v preteklosti že predstavili. Nekaj bomo zagotovo tudi v naslednji oddaji. Derbi bo tudi naslednji teden v Stožicah, ko bosta povratno pokalno tekmo odigrala Olimpija in Maribor. In tako bi lahko naštevali in naštevali. Naj to nadomesti vabilo k ogledu naše naslednje oddaje konec aprila. Do takrat športni pozdrav!